Stotnik Žbogar, časnik za operativne zadeve v prvi brigadi. Pred vami sem sodeloval tudi v pripravi koncepta preverjanja za kos 10. pehotnega polka. In kot je poveljnik omenil, je bila dilema pred vaju, ali preverjati staro formacijo, ali preverjati novo formacijo, ali preverjati formacijo, ki bo šla na Kosovo. In mislim, da je bila zelo smela odločitev in pravilna ta, da se je oblikovala četa, ki bo tudi napotena na Kosovo, zato, da je ta ekipa dobila šanso, da na taki vaji bojno deluje. V konceptu sicer stabilizacijska delovanja, ki pride v bojno. In če tega ne bi naredili na ta način, bi sigurno eno priložnost zamudili. Toc sem na vaji, sem bil pa vodja Toca. Moram reči, načelnik in ostali kolegi, da je bilo to zelo dobra izkušnja za mene in pa za vse ostale, ki smo delovali v Tocu. Res je, kar ste že ostali ugotovili, Združenje bojevanja rodov je tista dodana vrednost, ki jo brigada, sem sicer v novi brigadi, prej sem v bataljonu, je zdaj tukaj noter prinesla in je povezala zrak in kopno v eni manevrski situaciji, kjer ob minimalnih varnostnih kotih, ki so jih načrtovalci vaje pripravili, v realnosti izvedeli, mislim, da brez napake. Pri tem smo v taktičnem operativnem centru mogli računati tudi na številne administrativne in logistične zadeve, ki so se vmes dogajale. Veliko premikov za to, da so se urejevale ceste, da so se takšne situacije pravočasno pripravljene na novo. In vsi ti premiki, Toc je odgovorno za njih, Toc na manjši napaki tukaj lahko povzroči tudi žrtve in pa številni gosti, ki so bili vabljeni, ki so prišli na to, so lahko, mislim, da videli že v pripravi same aktivnosti, da se zadeve niso zaustavile, da so delovali praktično med premikom gostov na tribuno, kar mislim, da je uspeh Toca. Se pravi, spremljanje delovanj po Združenem bojevanju rodov v Tocu je tista dodana vrednost in mislim, da moramo še v prihodnje zasledovati ta cilj. Varno delovati ob minimalnih varnostnih kotih, ki pa morajo biti zagotovljeni in tukaj so bili in ni bilo nobenega vprašanja o tem. Moram reči, da smo v Tocu spremljali situacijo po celi Sloveniji, imeli smo 5 delovnih točk, tukaj bi pohvalil tudi zveze, ki so delovale. Seveda so se vmes pojavili problemi, ampak so naši vezisti to uspešno rešili. Imeli smo zvezo z vsemi delovnimi točkami. Koliko ste imeli izrednih dogodkov ali incidentov, ki bi negativno vplivali na vajo morda v času 14 dni? Mislite logistično, administrativno? Ja. Izrednih dogodkov, mislim, da na prste ene roke lahko preštejemo enega, dva, ki smo jih rešili v roku 10-15 minut, tukaj ni bilo vprašanja. Imeli smo pripravljene načrte, kako reagirati, če se določena stvar zgodi in tako smo tudi delovali. Bi pa še eno stvar, sem prej pozabil, dodano vrednost te vaje. JTAG-i. Tukaj smo, na papirju smo vsi večkrat se učili, koliko so to pomembni akterji v Združenem bojevanju rodov. Tukaj smo v praksi preizkusili in videli, da je še bolj, kot smo si zamislili. In če bo Slovenska vojska lahko razvijala v prihodnosti, če bo ta možnost šolo za to, za JTAG-i, je neprecenljivo, ker ko enkrat on dobi, ko pripeljemo v Tocu, v bližino delovanja s pomočjo častnika za nadzor zračnega prometa letalo, ki lahko pride tudi iz Avijana, 500 km daleč, ga pripeljemo noter, v Tocu spremljamo na radarju, ga potem o pravilnih postopkih predamo JTAG-u, da ga ima on na zvezi, se direktno pogovarja z pilotom in ga pripelje v rajon ciljev, takrat, ko je to potrebno, ko ga pehota na tleh potrebuje. In ko on raketira cilje na zemlji, lahko pehota čuti to moč, ki je tista dodana vrednost in mislim, da so vsi lahko videli, kako je ta dolžnost pomembna in da so JTAG-i dobili neprecenljivo izkušnjo za naprej.